Mislim, da sem se postarala v roka in na tednu. Ej, fanti, jaz imam eno vprašanje. Če imate avto že tako ali tako umazan, pa je ful luš na tleh po cesti, a ste vi tudi tak tip, da jih cila? Ker jaz luže cilam, jaz ne moram pomagati. Meni je kul, ke imaš pricnem. Zdaj, kakor jaz Tino poznam, bo ona 100% pozna. Ej, Tina, kaj ste tako zgodna? Daj nekaj. Ok, fantje, so vaše tudi take, da pride v avto in vam pol takole namečajo torbice, pa vode, pa... Daj pelji, če se mi mudi. No shit, Sherlock. Daj. Mislim, da sem se postarala v roka in na tednu. Sem se postarala? V enem tednu še si se postarala. Pa ja, ne vem, neko odtečeno sem cela. Pa veš, te tepam. Evo, Tino sem dol dal. Zdaj pa pičimo v center, kjer se bom dobil z Evo Vesel. To je tista punca, ki je bila izžrebana in dobila koledar, ki je tukaj zadaj. To je tisti Oplov koledar z Jaggerjevo hčerko, pa s tistim namrgodanim mačkom. No, pol pa še en hiter opravek, pol pa končno sladko kisle. Občutljiva hupa. Sto. Manj z avta. Kamero spucat, poklon legendi, zdaj pa nazaj. Ne moraš iti kar mimo tacga avta, moraš se saj ustaviti pa reči živa. Izvoli. Najlepša hvala. Evo, tako kot sem obljubil, na tapeti je 3008. Jaz mislim, da je jasen, da je ta prva ta sladka povezana kar z obliko. Veš, je hecen, kako mi v bistvu to obliko luči pri Peugeotu že poznamo, ne? Ampak pri tem avtu je pa še malo bolj ostra. No, veliko bolj ostra. Se veš, krempli tukaj, krempli tam. Veš, že pokrov motorja je tak nabuhu, pa maska ful izrazita. To so pa kao krempli, ja, veš. A pa mogoče sam še osnova. Ta avto je dolg 4,4 metra. Pa od stali je oddaljen 22 cm. In čistko mimogrede, to sploh ni toliko mal, ne? Povprečen križanc je s trebuščkom bližji tlom. To drugo to sladko pa namenjam vsemu temu tukaj zraven mene. Najbolj fajn pa vsem skupaj je pa to, da ne zgleda vse skupaj zelo hudo pa futuristično, ampak da je tudi uporabno pa ergonomsko ustrezno. Pa mogoče še malo od bližje. Tole je prestavna ročica. Tole so pa gumbi, ki so povezani z vmesnikom. Pa tudi na splošno moram pohvaliti položaj za volanom. Jaz tukaj super sedim, merilnike vidim, vse je pri roki, volan tudi, kdaj volan ni pri roki. Pa ko smo že pri volanu, ne, zadeva je, ne bom rekel, da je smešno majhna, ampak blizu temu je pa res. Premer pa 35 cm. 35 cm se po eni strani sliši veliko, ne, ampak dajte svojega zmeriti, pa boste hitro videli, koliko je ura. Pa zgor je porezan, pa spodaj je porezan, kul, meni je to všeč. Pa da ne pozabimo na drugo vrsto, ne. Tudi tukaj zadnji je prostora, leto, za noge kakor češ, pa za glavo tudi. Aj pa med drugim je pri kabini všeč še ena stvar. Peugeot je na en tak kul način v vso zgodbo vpletel tudi tkanino in če mene vprašaš, tole zgleda kar hudo. Tretja ta sladka je pa cena. A veš, 3008 z osnovnim benzinskim motorjem dobiš za dobrih 20 jurjev. V Sloveniji se jih bo pa največ prodal z 1,6 litrskim dizelskim motorjem 120 konj in to je zelo podobno temu. In kot takšen bo stal tam na dobrih 24 jurjev, tam pa zraven še avtomatski menjalnik, pa malo boljšo opremo Allure, tako da tale je v osnovi na 27 jurjev. In meni se zdijo to kar v redu cene, glede na svežino produkta, tehnološko naprednost, glede na vse, kar ta avto v tem trenutku predstavlja. Konec koncev je bil tudi slovenski avto leta, ne. Gremo se malo pelat. Pelat se gremo pa zato, ker bi rad nekaj povedal o vozni dinamiki tega avta. Osnova nekako ni nagnjena k veselju v vožnji, zato ker je avto pač dvignen in dvignjeni avti pomenijo višje težišče, razmeroma veliko nagibanje karoserije in tako naprej. In to do neke mere drži tudi za ta avto. Nagiba se razmeroma veliko, ampak hudič imaš ti občutek, da bi se on pa vse rad hitro pelil, malo zaradi športnega majhnega volana, malo pa zato, ker z enim takim zelo zanimivim veseljem zagrapo vink, tako, kada je vesel, da gre noter. In tudi nasplošno se mi zdi tak prijeten sopotnik, ne, kabina je lepo zatesnjena, kakor sem že prej rekel, je prostora dost, grbine lepo pobira, konec koncev tudi malo višje sediš, ne, to pomeni, da je preglednost dobra, pa ne samo to, ne glede na to, da je karoserija kar atraktivna, se tudi nasplošno ven iz avtomobila, na stran pa nazaj, kar dober vid. Ta peta ta sladka je pa tale zadeva. Digitalna instrumentna plošča. A veš, jaz se spomnim, kaj bi bilo včeraj, ko sem to zadevo prvič v živo videl v Audiu TT. In valjda cena tega se je merila v jurjih, veliko njih. Podaš pa na fast forward za par let, ne, pa sediš v Peugeotu 3008 in je ta zadeva serijska od druge stopnje opreme naprej. Zgleda pa takole, lej, tole je nek osnoven način, tole je način minimum, samo osnovni podatki. Tale način prikazuje stvari, ki si jih jaz želim tukaj imeti, v tem primeru potovalni računalnik, pa aktivno varnostna asistenca. V tem programu je v ospredju navigacijski sistem. Tole je način driving. Evo, zdaj smo pa spet nazaj pri klasiki. Pa kaj sem pozabil povedati, veš tole tipko tukajle? Tukaj pa zbiraš, kakšen ambient te po danemu trenutku ustreza. Tukaj recimo je vse skupaj bolj športno. Tudi merilniki so rdeči.
Tukaj je pa vse skupaj bolj zrelaksirano. In ko zberaš en ali pa drug način, se temu prilagodijo tudi vonjave v avto, veš? Parfumček ti v kabino spušča ta avto. Zdaj pa tako, kako ponavačata kisle. Ta prva stvar, ki me malo moti, je kakovost slike tele kamere. Pa tudi vseh ostalih, ki so po avtu namontirane, zato ima 4. Eno zadaj, eno spredi, pa 2 spodaj pod stranskimi ogledali, zato ti lahko prikaže tisti 360-stopinski pregled okolice. A veš, zdaj je slika v bistvu čisto super, vidiš? Ampak v trenutku, ko se pa svetlobne razmere poslabšajo, takrat pa pade. No, se v takem primeru pade kakovost slike vseh kamer, vseh avtomobilih, ampak pri temu je pa ta razkorak med dnevom in recimo mrakom še malo večji. Druga kisla je pa preprosto dejstvo, da ta avto ne ponuja 4-kolesnega pogona. Ok, lažem se, hibrid bo ponujal 4-kolesen pogon samo zato, ker bo elektrika pač moč pošiljala na zadnji kolesen par. Ampak drugače pa 4-kolesenega pogona pri tem avtu ne boste videli. Je pa nekaj tudi res, ne? Jaz sem prepričan, da so pri Peugeotu zelo dobro razmislili, a bojo dali 4-kolesen pogon noter, a ga ne bojo dali, in pač velika večina kupcev ga preprosto ne rabi. Ampak hkrati pa velja, da ga pa ponuja kdo od tekmecev, če veš, kaj hočem reči. Tretja ta kisla je pa povezana z zagonom motorja. Veš, zadnje čase veliko sodobnih avtov zaženeš tako, da pritisneš en tak gumb, s katerim se vse skupaj začne dogajati. Tukaj je isto, ne? In ponovadi, če imaš avtomatski menjalnik, moraš držati tudi zavoro. Mene pa vse stvari moti samo to, da če ti hočeš zagnati motor, da če normalno držiš zavoro, kot pri vseh drugih avtih, se ne zgodi čist nič. To je pa zato, ker je moraš držati ful, dejansko moraš močno z nogo pritisniti, da se pol vse skupaj zgodi. Se vem, da je mehna stvar, ampak mene moti. Mene moti. No, to je bilo to, kar se tiče 3008, Tina me nekje čaka v BTC-ju, ura je cajt, ta mala že cel dan brez staršev in to se ne spodobi. Pa bom